kolega, a se je že začel? Še dobro te nisem pogrešal, pa se je že začel. Ojega, Pero, saj bova po intervju naredila za kakšno tretjo, četrto oddajo. Kaja Kanu magazin je znova tu, začenjamo s 5. sezono in skupaj bomo vsak drugi torek v mesecu. Sicer pa je sezona tekmovalcev in tekmovalk že v polnem zagonu, zdi pa se mi, da so vsi nekako še vedno pod vtisom tistega prvega dela zimskih priprav. Naši slalomisti pilijo formo pred izbirnimi tekmami, ki bodo določile reprezentanco za najpomembnejše tekme. Živo je tako v Tacnu kot tudi Solkanu, kjer je na tekmi za točke Mednarodne zveze najboljšo predstavo pokazal Anže Berčič, ki je zmagal v kanuju. Prve kilometre pa so naši tekmovalci letošnjo zimo preveslali na novo zgrajeni progi v Združenih arabskih emiratih in od tam prinesli naslednje spomine in posnetke. Vodni kanal je v bistvu načeloma gradnja podobno kot vse umetne proge, ampak največja razlika je to, v bistvu, da je še enkrat daljša kot običajna proga in v bistvu glih o tem se razlikuje, da lahko v bistvu kar veslaš in narediš res veliko kilometrov čolno. V bistvu je bilo res predvsem to fajn, ker je vse na dosegu pač roke, ne? Tam zraven 5 minut stran spiš. Imaš fitness dosti blizu, nisi treba voziti, meni je bilo predvsem to všeč. Predvsej manj časa izgubljaš na samo vožnjo, pa samo pripravo na sam trening. Drugače proga mi je še zmeraj boljša v Avstraliji, ampak vse ostalo pa zmaga v Emiratih. Res mi je bilo nepredstavljivo, tako ko sem prišla dol, da v bistvu srednji česar, sredene puščave, oni grejo zgraditi eno progo s takimi enormnimi stroški, ne. Dejansko smo tam imeli res super mir za priprave, je bilo meni res balzam za dušo, ker je okolje zelo umirjeno, recimo napram eni Avstraliji, let je krajši, zelo manj stresno je naprimer kot ponavadi te zimske priprave in to mi je bilo še posebej všeč. Sem zelo zadovoljen, da je ena nova proga, predvsem to tudi v Emiratih, ker mogoče se bo naš šport pa kaj bolj razvil, kar se tiče denarnih nagrad, sponzorjev, pa tudi več ljudi, da bo gledali, da bo bolj prijazen do ljudi. No, mislim, da za svetovni pokal bo treba še kar nekaj časa počakati, kajti Emirati niti niso člani Mednarodne kajakaške zveze, kajti gre za povsem privatno progo, privatni center, državni center. In tudi zgradili so ga na osnovi tega, ker je podoben center v Charlotteu v ZDA videl eden od princev. Mi smo bili, mi smo med prvimi šli dol in smo imeli res 3-4 na progi in proga je enkrat daljša, kot vse ostale, tako da dejansko misliš, da si sam na prog. Tako da tudi dobro je, ko so termini bili, od 9 zjutraj je proga zalaufala in polje v bistvu laufala do 10 zvečer, tudi pod reflektorji. Tako da smo tudi kdaj šli še ta trening na nočnega, okoli 8 zvečer in je bilo res, se je v bistvu še bolj videlo, kot da je bil na fuzbal stadioni. No, dogovorili pa smo se, da naj bi že v prihodnji zimi, v času, ko bo večina ekip tam na treningu, naredili eno od ekshibicijskih tekem z denarnimi nagradami, vendar mislim, da bomo pri organizaciji mogli biti močno vključeni tudi vsi, ki bomo takrat tam na treningu, kajti praktično nimajo nobenega znanja o organizaciji kajakaških tekmovanj. Edina šibka lastnost so bile majčkeno ostre skale. Jaz sem tudi zaradi tega demoliral čoln. Mogoče ga ne bi tukaj zdemoliral, če bi bile plastične ovire, tako so na ostalih progah, ampak dobro, pa sej, kaj češ. Večinoma je variralo od 2 do 3 treningov. Na dan pač kar ne treniraš, se v bistvu ali delaš stretching, se relaksiraš, nujno pač počivaš za naslednji trening, zato ker pač tle so res napori veliki in rabiš ogromno časa za regeneracijo. Kar jaz vem, niti filmov nisem gledala, jaz sem samo spala vse 4 od sebe, tisto uro odspala, da sem lahko sploh na trening šla. Kdo pa je bil, pa ne bom rekel, najbolj motiviran v kuhinji, ampak
Kdo je tisti, zaradi katerega si se rada usedla za mizo in pogledala v krožnik? Kdo zna dobro kuhati? Ja, v bistvu jaz moram pohvaliti, sicer sem zelo veliko menjavala svoje sostanovalce. Prvi teden sem bila s Petrom Kauzarjem in Lukatom Božičem, tako da v bistvu in Peterlinom, tako da mislim, v bistvu oni trije so me kar razvajali. Potem na koncu je v bistvu tudi prišel še Dejan Kralj in tudi v bistvu mislim, da te stari mački ker znajo prijeti, tako da so me kar razvajali. A si pa sploh bila ti kdaj v kuhinji? Ne, sem bila, še vedno treba kontrolo imeti. Se naveličaš kaj puščave v 5 tednih? Ma ne, itak si toliko zmatran pol proti koncu, tako da dosti počivaš. Tudi sestra mi je naštimala kar dosti filmov, tako da smo imeli, če je bilo dolg čas, tudi dosti filmov za pogled. Prvi vrhunec sezone bo Evropsko prvenstvo, ki ga bo med 6. in 9. junijem gostil Krakov. Svetovno prvenstvo pa bo sredi septembra v češki prestolnici. Vmes bo 5 tekem svetovnega pokala. Prva postaja bo Cardiff, karavana pa se bo ustavila tudi v Sloveniji. Med 16. in 18. avgustom jo bomo pozdravili v Tacnu. Zatem pa bo sledil le še finale v Bratislavi. Evo ga, zadrzne, da vidimo. Prava, kjer ne riskira, ne profitira. Ne? Urša Kragl, Nec Žinaršič. Lovro Leban. A sem uganil? Od 6 do 7, če prav vem. Mislim, da je tako. Dvesto pa 500. 200 vem, da je ali je 500 ali pa Jurija, sam mislim, da je 500. No. Čamac. Lahko, se je bil tudi moj trener že nekaj cajta. Nazadnje sem bil to jaz, pred mano je bil Andraž Vehovar, predtem mislim, da je bil Andrej Lenc, pa nisem ziher ali Srečko Maslja, ali je bil ali ni bil. Uroš Zorman. A je? Menda je. Matjaž Kopitar. Tekmami na najvišji ravni so najbolj pohiteli v spustu in z Evropskim prvenstvom, ki sta ga gostila Kobarid in Bovec, prehiteli našo prvo oddajo. Tole pa so naslednje postaje. Karavana ostaja na naših tleh. Med 14. in 16. junijem jo v Solkanu čaka svetovno prvenstvo v sprintu, v nadaljevanju pa na 2 prizoriščih še tekme svetovnega pokala. Sedaj pa k zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega pokala izpred 4 let. Jošt Zakrajšek v čoln za spust sede le še za trening, saj se sedaj posveča sprintu na mirnih vodah in tokrat bomo spoznali, kdo vsemu pri tem pomaga. Povabil nas je v kraj, kjer naša oddaja še ni gostovala. Pravzaprav gre za Joštovo odkritje. Tako kot je Kolumb odkril Ameriko, tako je Jošt v iskanju novih možnosti za trening našel Gradiško jezero pri Lukovici. Živijo Jošt, ravno prav si prišel. Povej, kako da si začel trenirati tu? Ja, ta zgodba je precej hecna. V bistvu je Metod Močnik, ki se pripravlja za triatlon jeklenih, trenira že vrsto let tukaj in me kar nekaj let nagovarjal, da organiziramo tekmo v Lukovci, pa sem se jaz le smehljal, da kle pa ja ni Velskega jezera. Ampak lansko leto sem se pa pogumil pa prišel pogledati in sem bil presenečen nad tem
v narekovajih odkritjem, da so tako blizu mojega doma taki dobri pogoji za trening sprinta. Aha, 1 leto šele treniraš tukaj. Kje pa je tvoja trenerska ekipa? Trenerska ekipa je pa Špelo, lahko vidite tukaj. Andrej pa Tomo sta pa na drugi strani že postavila boje za današnji trening. To sta tvoja glavna trenerja. Povej, kako se spomniš začetkov vašega sodelovanja? Začel se je v bistvu z mojega prestopa v Mirne vode. Takrat sem nekako šel na čist novo pot v našem klubu, nismo imeli mirnih vod. Tako smo pol, nekako se je ta ekipa v parih dneh po naključju znašla. Tomo je bil pripravljen sodelovati, Andrej je pripravljen sodelovati, Špela, vsi v bistvu v ekipi so podprli to mojo odločitev. Tako da potem je bilo tudi meni lažje v bistvu začeti to mirno vodaško sprintersko kariero. Te že težko čakajo, ne? Tako da kar pojdi na trening, da ne bo kakšnih kazenskih vaj, pa jih grem še sam malo povprašati. V klubu iz Tacna so kajak na mirnih vodah začeli gojiti šele z Joštovo idejo. Niso ga pustili na cedilu in tako je Andrej Breznik svoje trenersko znanje iz divjih vod začel širiti in se spoznavati tudi s kajakom na mirnih vodah. Ja, zagotovo smo se mogli na nek način znajti sami in kar veliko literature je na voljo, če že ne drugje v kakšnih strokovnih knjigah, pa tudi na internetu, kajti ta panoga je mnogo bolj razvita, kot smo sprva mislili. Tako da ni problem, če ima človek interes in voljo, potem se da marsikaj naučiti, marsikaj tudi prebrati. Poleg tega pa je seveda sam tekmovalec tisti, od katerega je odvisno, koliko energije vlaga v bom rekel, samo tehniko oziroma veslanje mirne vode in Jošt je, moram reči, vzoren športnik. Čemu je sploh namenjen današnji trening? Ja, v bistvu gre za enega od specialnih treningov, se pravi, poleg hitrosti tudi krepitev moči, zato je Jošt danes uporabljal na čolnu tudi zavoro, s tem seveda mnogo težje vesla in s tem se v bistvu krepi organizem. Dr. Tomo Koprivnjak je strokovnjak za telesno pripravo z bogatimi izkušnjami iz atletike, alpskega smučanja in kolesarstva. V veslanju pa je hitro našel predvsem nov izziv in nikakor ne nov svet. Jaz sem bil nekoč atletski trener, pa veliko sem delal z nekimi športi, kjer je prisotna ta tako imenovana energijska komponenta, se pravi, kjer je prisotno skozi spremljanje neke potrošnje energije in na tem je pravzaprav zgrajen ves trening. Se pravi, da vi spremljate in kaj je porabo na treningu, kdaj mora to nadoknaditi, kdaj sledi lahko naslednja obremenitev in to je, bi rekel, moja naloga. Lanska sezona je pokazala, da so na dobri poti. 2 6. mesti na Evropskem prvenstvu, pa 2-krat stopničke na tekmah svetovnega pokala so potrdili dobro opravljeno delo. Svoj doprinos pa doda tudi Joštova izbranka Špela, ki je Andrej in Tomo zaupata nadzor treninga ob njuni odsotnosti. Je Jošt vedno tako priden na treningih, tudi ko Andreja in Toma ni zraven? Točno ve, kaj hoče in na treningu sploh ni noben problem. Je v bistvu tip človeka, ki se je moral naučiti malo z kakšnimi slabimi izkušnjami, kdaj se je treba ustaviti, koliko počitka si je treba vzeti, pa kakšen počitek. Bolj je to problem, kot pa da ne bi bil priden na treningu. Priden pri pauzi, to je bolj problem. Tvoja skrb so pa tudi druge stvari verjetno. Prehrana, kaj Jošt naprimer najraje je? V prehrano se v bistvu utakneva oba, jaz in on, kadar kaj ni v redu. Mečkan je imel na začetku problemov eno obdobje s prebavo, ki se je, mislim, da se je nekaj zastruhil. Drugače pa najrajši pred tekmami ima palačinke. To ima sicer njegova mama čez, ampak to mu da energije za čez cel dan. Palačinke z marmelado pa nutelo. Kaj pa sama regeneracija? Kaj storiš, da mu najbolj odleže? Jaz v bistvu sem tukaj predvsem za moralno podporo pa za masažo. Moje strokovno področje je osteopatija, tako da jaz v bistvu skrbim za njegove sklepe pa mišice. Takrat, kadar začne v čolnu viseti, da ga naravnam, ponavadi je medenica problematična,
takrat, kadar ga kakšna mišica začne boleti, da najdemo izvor te bolečine, da potem to saniramo. Pa takrat, kadar so bili naporni dnevi, da se pač čim prej ta mlečna kislina izplavi iz telesa. To je torej ekipa, ki raste skupaj in verjame v svoj cilj. Novi izzivi so pred vrati in zagotovo tudi novi uspehi, za katere tako zelo trdo trenirajo. Mi smo se odločili z ozirom na to, ker je on bil, bi rekel, na začetku te svoje kariere v tem športu, da bomo delali na zelo široki paleti, se pravi, da bomo gradili in od maksimalnega sprejema kisika, hitrosti, zdržljivosti. Vse to bomo skušali mu, bi rekel, dati najprej kot neko osnovo, potem bomo pa videli, koliko je on, bi rekel, sposoben te neke mednarodne rezultate doseči. Recimo, če je svetovni rekord na 1000 metrov 3:24, tu nekje, je on lani dosegel 3:31. Kako bi sedaj primerjali Joštovo tehniko z ostalimi konkurenti iz svetovnega vrha? Ja, tu kakšnih bistvenih razlik ni več. Torej, Jošt je že osvojil vrhunski nivo tudi v sami tehniki zaveslaja. Je pa res, da je vsak tekmovalec ima neko svojo specifično tehniko. Vendar nekako v povprečju, če gledam, je že dosegel tisto vrhunski nivo tudi v sami tehniki zaveslaja, tako da je pa potrebno seveda še piliti naprej. Tole pa je že koledar glavnih tekem letošnje sezone. Svetovni pokal na mirnih vodah se je začel v Segedu, po 3 postajah junija sledi Evropsko prvenstvo na Portugalskem, zatem Sredozemske igre, vrhunec pa bo napočil konec avgusta, ko bo v Duisburgu svetovno prvenstvo. Še iščeš kakšna nova jezera pa nove možnosti za trening? Ja, nove možnosti zmeraj prav pridejo, če ne za drugega, da so novo okolje. Zmeraj sem rad raziskoval. Tako da vsekakor grem, če ne drugega, v prostem času v krog z avtom in probam posod, kjer se da povesleti. No, ko najdeš kakšno novo lužo, v katero spraviš tale kajak, nas pa kar povab spet. Dobro, z veseljem. Morda se spomnite, da sem v prvi sezoni Kajak Kanu magazina obiskoval kajakaško šolo. Matej Trampuš me je seznanil z osnovnimi prvinami, ki jih je demonstrirala Eva Terčelj. Jej, sta me nekajkrat namučila. Imel sem tudi boljše trenutke, a izbor slike v tej oddaji pač ni moja domena. No, letos pa s kajakaško šolo nadaljujemo in sicer tako, da vam želimo predstaviti program barvnih vesel. Kaj pa so to barvna vesla? Tudi mene je zanimalo in zato sem prva mnenja poiskal pri naših tekmovalcih. Kaj torej pravijo o barvnih veslih? Mislim, da so in, ki jih imamo mi z Lukom. Ja, lepa so, ne? Sem navadil, če ga moraš. Jaz tudi študiram, če bi si ga enega navavila, samo nekako mi je mogoče preveč drzno, kaj jaz vem. Imam jaz srečo, ker imam črno-rumen čoln, da imam lahko grafiten normalno veslo, da imam lahko veslo, ker ima ful moč, če je težek veslo. Tako da drugač pa pri kakšnih mi lepo zgleda, pri kakšnih je pa malo zgrešen. Sedaj pa vam predstavljam Gregorja Zadravca, ki ni najbolj navdušen nad tem, kar je ravnokar slišal, vendar pa, ker je projekt šele na samem startu, seveda ne gre zameriti našim tekmovalcem, da še ne poznajo projekta barvnih vesel, pa čeprav nekateri barvna vesla že uporabljajo. Gregor, kar povej, zakaj pravzaprav gre pri tem projektu barvnih vesel? Ja, pri projektu barvnih vesel gre za eno zelo, bom rekel, enostavno lestvico 5-stopenjskega ocenjevalnega sistema, s katerim se lahko začetnik, ne glede na svojo starost, v bistvu vključi v sistem in potem tako rekoč brezšivno napreduje do eksperta. Na začetku seveda v enem bazičnem veslanju, se pravi belo pripravljalno stopnjo prebrodi v enem izletu,
na to sledita rumeno in zeleno veslo in šele na stopni modrega vesla se cel sistem razdeli v discipline. Od tam naprej pa zasleduje tisto panogo, ki ga zanima, lahko pa se tudi povezuje znotraj disciplin, ob tem osvoji tehniko, se giblje varno na vodi in pa spozna prijatelje, ki to tudi jih veseli. Predlagam, da kar začnemo s predstavitvijo prve stopnje, ki jo predstavlja belo veslo, je tako? Tako je, to je belo veslo, s tem, da ne gre za stopnjo, ampak za predstopnjo. Namenjena je začetnikom, ki se prvič srečajo s kajakom, s takšnim gibanjem po vodi in jim omogoča en lahek štart v sam šport. In kakšen je nivo znanja, da vadeči dobijo belo veslo? Ja, pravzaprav se cel preizkus tako rekoč opravi v obliki enega izleta, ki traja 45 minut približno, in v tem izletu morajo pokazati eno osnovno obvladovanje čolna, predtem seveda vstopijo v čoln, pri tem jim lahko pomaga vodnik oziroma učitelj, lahko to naredijo samostojno, na koncu tudi sami stopijo iz čolna, skrbijo za opremo, se seznanijo z varnostjo in pa s problematiko okoljevarstvenega pristopa k celemu športu, potem prepoznajo kakšne rastline, ki so jih srečali na poti in pa poimenujejo 3 živali. Obdelali smo torej predstopnjo, sedaj pa gremo k rumenemu veslu, ki predstavlja nov nivo znanja, ne? Tako je, to je potem ta prvi nivo tega 5-stopenjskega sistema. Nekatere vsebine se ponovijo, s tem, da tu je že treba pokazati malo več tehnične pripravljenosti, gre za samostojen vstop v čoln, veslanje 50 metrov v ravni liniji brez večjih odstopanj, veslanje naprej in veslanje nazaj, oboje z zaustavljanjem čolna z 4 zaveslaji, vrtenje čolna z zaveslaji v loku naprej in nazaj, veslanje v osmici in pa samostojni stop s čolna. Pridruži se pa že prva vsebina, ki se tiče varnosti, to je pa prevrnitev na vodi in plavanje bregu s čolnom in veslom in praznjenjem čolna na bregu. Vidimo, da naši vadeči vse z lahkoto osvajajo, da zelo hitro napredujejo in tako smo že prišli do tretje oziroma druge prave stopnje, do zelenega vesla. Kaj pa je potrebno znati sedaj? Pri rumenem veslu so vse skupaj opravili v približno 5 dnevih veslanja. Za zeleno veslo je potrebno že kar nekaj tednov, mogoče tudi nekaj mesecev, saj morajo biti vse vsebine prikazane na višjem nivoju. Tistemu praznjenju čolna rumenega vesla se zdaj pridruži plezanje na čoln iz vode, se pravi, rešujejo se že na vodi, pokazati morajo bočno privlačenje čolna, krmarjenje z veslom in pa opora na veslu in pa obrat z oporo na veslu. Se pravi, to so že prvine, ki potem ločijo zeleno veslo od rumenega. Tako, super. Dovolj šole za danes, dovolj informacij smo slišali. Nadaljujemo prihodnjič, ko bomo podrobno spoznali še preostale barve vesel v tej, kako se že reče, jakostni lestvici. 5-stopenjskem sistemu preverjanja imenovani barvna vesla. Dobro, ozaveščamo še naprej, vseeno pa preverimo, če je mogoče že današnja šola kaj zalegla. Mislim, da karkoli se dogaja na izobraževanju in popularizaciji kajaka, mislim, da je fino in se mi zdi, morajo pač Kajakaška zveza samo še tako naprej delati. Pa vse lepo, ne, če s tem privlačijo tudi otroke in to super ideja, ne. Sam, ne vem, jaz bom imel po moje še kar črnega. Sem imel eno idejo, da bi imel kakšne druge barve, ampak črn vesel pa koš kompliciral. Tako, spremljali ste prvi letošnji Kajak Kanu magazin. Naslednjo oddajo vam pripravljamo za drugi torek v mesecu juniju. Upam, da vam je bila prva oddaja všeč, tako vam, kot tudi našim tekmovalcem. Pa v redu, lušen, tak malo sproščen, no. Se že dolgo nismo videli, pa se je treba malo pohecati. Suvereno se mi zdi, da sem napravil. Meni je v redu, super mi je, zato ker je bolj tako, ne vem, ni tako, veš, kaj po treningu, ampak tako prav na tekmi je bolj lušten, več, tako, zanimiv mi je, no, všeč mi je.